V prejšnji sezoni ste z Laškim dosegli 3. oziroma 4. mesto v Ligi Telemach. Ali so bili s tem vaši cilji izpolnjeni? Ja, pred sezono to klubski cilji smo s tem dosegli, čeprav mislim, da bi se lahko uvrstili tudi kaj višji. Je pa res, da smo se uvrstili do tega polfinala po čudni poti skoraj za las, tako da jaz sem vsenkrat zadovoljen s to uvrstitvijo. Zmago Saganin je tvoj 4. trener že v letošnji sezoni, če pogledamo od začetka sezone pa do danes. Kako se ti uspe prilagoditi na trenerje, ker vsak, vemo, ima drugačen način dela in tako? Ja, glih iz tega vidika je to najtežje, ker je vsakič treba prilagoditi, zamenjati način dela, spoznati njegove navade, kaj in kako. Dobro, zdaj je to malo drugačna situacija, ker to je reprezentanca tisto klub in dajmo pač vse v sebe, da se prilagodimo in pač shajamo skupaj čim boljše. V reprezentanci si najstarejši letos, si imel zato kakšno posebno vlogo? Dobro, tega niti nisem vedel, to zdajle izvem. Drugače pa, dobro, tukaj se ve, kdo je med starejšimi pa tistimi mlajšimi, ta hierarhija obstaja pač, drugače kakšnega posebnega, ne vem, da bi jaz vedel, kakšne prednosti glede tega pa ni. Kaj se ti zdi bolj pomembno oziroma kako lahko dosežete višji uspeh, da s kolektivno igro reprezentančno ali da bojo posamezniki, ki bojo vodili? Ja, pač to je vedno kolektiv, pač zmaguje, sam za sebe vsak ne bo nič dosegel. Je pa vedno to ena najtežjih stvari za dosežiti, ker pač verjetno ima vsak posameznik svoje neke cilje in to pač uskladiti je najtežje. Vemo, da je tvoj oče bil dober košarkar, danes je trener. Ali ti kdaj po kakšni tekmi ti reče, lej, to bi pa lahko tako naredil ali pa kaj podobnega? Ja, prvo hvala za kompliment njemu, ne. Zdaj pa, ja ne vem, če je res, da bolj malo spremlja teh tekem, kot da ima svoje obveznosti, če pa je možnost, pa pač pomaga in sugerira kakšno pač pametno idejo. V času priprave je bil z vami oziroma je z vami tudi športni psiholog. A se ti zdi delo z njem pomembno ali? Ja, je res, da to je prvič, da se mi pač srečamo s športnim psihologom, da zdaj tega nismo imeli. Tako da zaenkrat se še navajamo na to in upamo, da nam bo pomagal. Kako pa bi z 2 stavkama prepričal ljudi, da pridejo v halo Komunalnega centra navijati za vas na Evropskem prvenstvu? Glede na to, da je to prvo prvenstvo v Sloveniji, je to ni. Pa da ne vode to montažo. Ja, ne vem pač, naj pridejo gledati in spodbujati slovensko reprezentanco do čim boljšega uspeha, pa da bomo na koncu vsi veseli. Hvala.